In danes ste predstavljate tele velikonočne dobrote, ne? Točno tako, ja, velikonočna razstava perkov, peciva in starega orodja in vsega, kar naše velikonočne. Zelo lepo, kaj pa to pomeni 30 let? Ja, tako je. Letos praznuje naša družba 30 let delovanja. In smo potem razmišljali v tej smeri malo in smo pripravili krt iz jajc našega društva. Zelo lepo. Da, Krim številke 30 in potem, da še nekako vse vznamenju številke 30 smo naredili 30 kokoši in vsaka 15 kokoši čuva in petelj. Ker to paše veliko noč, smo tudi, imamo pridne punce in so naredile velikonočne smerske tulipane, ja, oziroma mi po domači rečemo pecke. Tako, kaj pa predstavlja tale vaš grb, če mi lahko malo bolj opišete? Ja, ta naš grb predstavlja sonce, potem je to Krim, vmes je Iška, spodaj je pa rjava barva in so pa njive. To pa teče Iška pa voda. To predstavlja... Zelo lepo. Živjo punce, a bo kje na sendviča? Telec, ki so jajčki. Vzemite, dokler je še, drugač bo oči vse pojedu. A bi rajki sladkega rač, a ne? Mami bo enega, na vse. Mami, daj mami. Ne, tlele imamo, če začnemo s pecivom, 35 vrst peciva in kuha. To so napekle vse naše pridne članice. Lepo. Mislim, da je marsikaj zanimivo. Zdaj je bilo zelo velik obisk in ljudje so zelo zadovoljni. Saj veliko je tudi dela vloženega noter, ampak brez nič ni noč. Kaj pa ta velikonočna kokoš, kaj to predstavlja? Ja, recimo ravno ta kokoš, če je pogledala, predstavlja kokoške nese jajca. Normalno, mora biti, Gnezdo, ki so jajca in iz tega se izvalijo piščačke in to je naravni postopek, ki se nadaljuje. A mogoče veste, kaj bo prej, ali je bila kokoš, ali je jajca, ali so bili perki? To je pa večna dilema. Mislim, da še tega niso odkrili. Da še ni to rečeno, je bila prej kokoš, ali so bili prej jajca. Kaj imate pa tam v tisto poto greva pogledati? Ja, tukaj imamo pa že leta postavljeno črno kuhno. To je to, ko so včas pripravljali sušilsko meso. Zato se imenuje črna kuhna, ker bi pač vedno vse zadivne. Pa da kuš v tej razstavi imamo pa res tudi meso razstavljeno od našega mesa. To se pravi, na kakšen način so to včasih delali, v bistvu so zakurali noter. Prikaj ta dim je potem del gor, ta meso. V bistvu, ja, dim. Tako, ja, to je postopek Nekateri imajo pa še zmeri, recimo, rav kamre, oziroma domače. Tako, ja, rav kamre, ampak to pa še, recimo, če gledamo nazaj, pa črna kuhna. Tudi včasih se črni kuhna tudi vse kuhali. Vse kuhala, ne, ni bilo namenjeno samo rav kamre, če rečimo, to je pa pisamo. Tudi kuhi. Tako, če greva potem tele, imamo še, to je pa velikonočni živek. To je tudi, recimo, taka... Zato sem hotel vprašati, verjetno tele cegrčki tukaj, ne? Ja. Na nek način to predstavljajo ta žegar. Tako, tukaj imamo pripravljena za žegar, ki se ne sežegnati v cerkvu. Tale žegar je pa nekako malo večji, a ne pa predstavljena. V žegar je to meso, hren, kruh, kopica. Kopica predstavlja kot krona, hren je pač solze, jajca so solze. Tako da pač vsak stvar ima svoj simbol. Potem imamo tudi še nekaj, vse delo je, vse kaj je tlele, je delo naših članov. Imamo tudi eno pridno članico, ki dela sama te narodne oziroma zavijačke, za temu rečemo. V bistvu za narodno nošo. Za narodno nošo. Zdaj zavijačke nosijo punce, ko se pa enkrat poročijo, dobi
pa albo. Ja. Pa gremo še malo naprej. Ja, prikaz velikonočnega zajtrka. Ko se pride iz cerkve od maša vstajenja, se postreže, vsaj pri nas v našem kraju se je vedno jedla potica, pa hren, pa šunka, pa jajca, žolka. To se pravi, vsaki član družine je dobil en del tega žedna. Tako. Če se prišlo iz cerkve vstajenja od maše, je velikonočni zajtrk. To je recimo kako postreže. Da je še kava nalita, da mogoče potem še kozarček nička. Tako kavo so včasih pili. Ja, taki kvetni šalter. Ja, vsi verjetno so tudi bolj delati. Še en del velikonočnega prikaza, pač jajca, pa perhi na 101 načine. Na tle imamo recimo račke, potem smo še vodo, pa labode, tam so pa piščančki, to je to, ki je zdaj to je prej kuran piščančki. Ja, tako je. Jajce. Zdaj, ko imamo letos 30 let družbe, smo pa namenili en del odra od predstavitvi našega dela v 50 letih. Če začnemo, ta del predstavlja kmečki praznik pod Rimom, se pravi prikaz starih kmečkih popravil, pa blagoslov traktorjev. To smo zdaj na novo, prej smo pa 20 let šolikanje. V bistvu ta razstava je tudi tradicionalna, ne? Tudi, ta razstava je že od 2000. So pa naši afrohterji, pa nas imamo skupino afrohterji, ki špilajo na inštrumente. Operanje pomeni, da greš nekome zaigrati na predvečer, do Dovniku, to je bil čas, da gremo na predvečer, ko ima nekdo okrog obleče. Pač inštrumenti, spet je harmonika, potem so pa ostali inštrumenti, se pa spotoma navere. A to je pa tudi ta noša? To je naša noša. To imamo pa mi narejeno na našo nošo, ženskama pa celotno pa imamo narejeno prav. Moški imajo pa vsi taki srajce, pa črne hlače, pa kljubo. To pomeni noša z teh krajev? Nekako tako, ja. To se pravi pod krimskih... Približno smo ujeli, ja. A brekati tega izpod Krima, ja. Vse ta pod krimski... Kako bi rekel, območje pod Krimska Slovencev je velik, ne? To se pravi, vsega od Iške do Iška vasipa, v bistvu tam žanski del, potem je pa še tam, ki je Latvoganska, ne? To je pa v bistvu drug del, ne? Vojačko se pač šteje pod Krimski Slovencev, je strahne, grdene... To se šteje tudi Mišel, vasipu, mi sami se rečemo, to so Krimski Slovenci. Ja. Jaz sem se pravi, ker se spomnim, da smo tudi operati, pa rekel operanje, a froh je pa izraz in zato se imenujemo tudi afrohterji. Tole je zaprata, ne? Ja, to je bil čas ribežina, ne? Ko se je pravila, ja, ki se to zaigravila, ne? Potem je zaklepat koso, ne? To treba, če recimo, to imamo vse pripomočke zraven, sami s koso. Ki ti daje tak. Ja, ali pol po taktu to igra. Potem recimo zdravke, ne? Vsaka zadeva proizvaja določen zvuk, ja, in to gremo še naprej. zdaj želimo. To se bo tak cenela, ne? A to je v bistvu s katerega materijala je to? Iz Oblanice, ne? To je naša vršanka Joži, ki zira biti čezeš. No, evo, bo sama povedala, ja? Smrek leze to. Kako se pač na te trakce, da se do tega pride, a se to z običom, se ve obič, pa dila. A ja, Gregor dela. No, daj povej, kako to narediš. Smo rekel dilo, ne? Ja. Ne sme biti verjetno grčava, ne? Brez grč, pa lepa bela, pa jo uglaš. Imaš kakšen oblič, ne nimaš, ne? To je pač una lesena zadeva, ne, ki ima klino noter in v bistvu porineš. Kako pa nastaviš, verjetno na vidi. Pride lep ven, predajamo ne smelo. Super, hvala lepa. Zdaj imamo eno gospod iz Podpičine, dela pačkanje stvari, to je tudi ona
Ona se nam je letos naredila številko 30. O, zelo lepo. O, pa še Salama, ja, vse uspelo. bi človek kar pojedel, da to originalno izgleda. Ja, zdaj, če greva naprej, bom pokazala, da so tudi otroci šli nam sledili številki 30. Ne, kaj ste videli? Na želvice. Vino metulji. No, nekaj imate. To je Ki so naredili recimo pokošjo ulico številka 30. O, lepo. O, jaz bom pa tole, ba je dober za potenco. Nisem jaz delala potine. Številka 30, ne? Na koncu, tako če pogledava, so pa sestavljeni lorko, da ima lahko številko 30. Res. Moram reči, pa je mirno dobro, že je zelo. Ja? Kjer je tvoj? Ja? Znamenje vašega praznovanja oziroma obletnice. Ja, zdaj bomo pa še nekaj posebnosti čuli. To so pa narejene velisce iz teh piva. Kontentom se treba reči. Tako, ja, tako, ja. Potem je to samo povezano z različnimi svilo, različno barvo. In potem je ena od naših članic pobarvala tudi jajca v teh barvah in zaražirala. Potem imamo tukaj ženina in nevesta. So klavečke. Potem imamo pa tudi predstavitev, imamo pa naše darilo, karte pigrinov. To so pigrini, ena jajca so spihana, ena jajca so iz polja, eni so iz gipsa različni. Tudi to je delano iz špage. Vse špage narejene. Pa če zaključimo še, ker je letos odprl muzej koliščne igre, smo tudi naredili maketo kolišč, ampak meso najbolj zanimivo pozami tudi na njih. Stavlja kot kripler, smo pa ponosni, da smo tukaj pod Grimom in da se imenujemo tudi Super. Najlepša vam hvala za razlago. Lepo se Pa se vidimo naslednje leto. Hvala lepa. Oziroma še prej na kmečkem tračkem zadnjo nedeljo v avgustu. Dogovorjeno. Hvala. Evo, no, tako, naredili smo intervju, zelo smo zadovoljni. Razstava je nadvse čudovita in je res kaj za videti, tudi za sprobati, tako da res kapo dol. Daj, oči, daj nisem. Jaz se bom še zredil. Ja, bi. To je to. Lep dan in sem vsi lepo pozdravljen.